predlagam, da mi kar začnemo, pa bomo to tehniko skušali vmes urediti. Lepo vas pozdravljam na tem našem nedeljskem srečanju. Če se spomnite, lansko jesen smo nekako skušali se družiti tudi po nedeljski 10. maši, čim bolj promovirati ta naš prostor, Slomškov dom, ki je po zaslugi našega gradbenega odbora in v bistvu skupnosti že počasi porabi, ampak vseeno v tolikšni meri obnovljen, da se lahko tudi tukaj družimo, da prirejamo dogodke in da kakšno nedeljo preživimo tudi tako skupaj. Tako da hvala vam za vaš čas, vem, da je danes nedelja povezana tudi s kakšno trgatvijo, da je lepo vreme, da v bistvu nikoli ne ujamemo prave ure, pravega časa, pravega dne, ampak ko je prišla ta pobuda za vključitev socialni teden, pobuda je prišla v bistvu našega sorodnega Koltnovega društva in gospe Irene Rudman, se nam je zdelo odlično, da mogoče to Slomškovo nedeljo izkoristimo za ta dogodek, ker tudi naše društvo, naš dom, v bistvu v veliki meri povezan s Slomškom in nekako tudi prav, da imamo na ta dan tudi mi kakšen dogodek, še posebej nekako tako malo drugačen in vesela sem, da so z nami danes naši gosti. Tako da je Jan Maljokov ničko vdati. Tudi on je naš član, ja. Otroci morajo tudi biti naši. Tako da najprej bom predstavljala te naše goste. Primoža Kozmosa zagotovo vsi poznate. Hvala, da si z nami. Potem pa tukaj dve mladi dekleti, Ledo Prošen, ki je v bistvu tudi naša Klaro Merzo, ki hodi k nam v šolo, ampak je pa samo z drugega brega, s Kranjskega. Tako, uvod, zakaj je v bistvu gre pri socialnem tednu, kako je s tem gestom in kaj želijo, oziroma želimo se skupaj s temi dogodki doseči, pa bo predstavila pobudnica tega srečanja Irena Rudman. Jaz se res ti opravičujem, ker evo, vidiš, ne, v svetu tehnologije, namerno tehnologija neki zagode, ampak se eno, upam, da bo šlo. Lepo zdrav še z moje strani. Sem vesela, da sem lahko danes z vami in med vami. Prvič v tej krasni stavbi. Sem vesela, ker bi lahko tudi še zelo velikih lepih dogodkov možnih v sodelovanju. Tako, torej, lepo pozdravljeni. Jaz sem danes v vlogi koordinatorke dogodkov socialnega tedna. To je vseslovenski projekt, ki še 6. leto poteka. Glavni organizator tega dogodka je Zavod Socialne akademije iz Ljubljane. Poteka pa tako, da različni partnerji tega projekta, iz veselja letos tudi vaše društvo, organizirajo dogodke v celi Sloveniji. Dogodki pa potekajo vsako leto na določeno temo. Ta tema je potem tudi rdeča nit vseh teh dogodkov, ki potekajo. Letos jih je teh dogodkov čez 80, tako da rekordno število. Se pravi, letošnja tema je Skoči ven. Za uvod smo vam želeli pokazati en kratek promocijski video, ki bi vam kaj več povedal o tem gestu. Žal, ki nekaj nam je zagodlo, pa nič za to. Namen socialnega tedna je torej spodbujati posameznike k družbeni odgovornosti in k aktivnemu državljanstvu. Letošnja tema, kot smo rekli, je torej Skoči ven. Vsako izmed nas ima mnogo tere talente in veliko priložnosti, da jih pomnoži. Bodi si, da je to doma v družini, v delovnem okolju, v šoli, v družbi, skratka, kjerkoli različnih okoljih, in da bo lahko vsak od nas prispeva k temu, da je naš vsak dan in svet boljši. In kot je rekel učitelj Mori v knjigi Modrost starega učitelja, ne domišljaj si, da je prepozno, da bi sodeloval. Tako da jaz predajam naprej besedo Alenki, ki je v bistvu hvala za to, da je res vzela pobudo, da se pridruži tej veliki družini dogodkov socialnega tedna, tako da bomo tudi mi na svoj način danes pomnožili talente za skupnost, pa predajamo nekaj besedo, da nas vodišče za naše dogodke. Hvala lepo.
končala. Tako kot je bilo na vabilu, danes ne bomo govorili o dosežkih. Vsi vemo, da so Primoževi dosežki taki neverjetni in brezmejni. Bil je na 4 olimpijskih igrah, dosegel vse tisto, kar mi, večina naših ljudi lahko samo sanja, seveda z velikim trdim delom. Smo pa nekako si to zamislili kot nek medgeneracijski pogled v to, kaj se dogaja skozi te olimpijske igre. Namreč športniki, ki uspejo priti na ta velik dogodek, imajo seveda poleg tega, da so se izjemno trudili, izjemno so se morali nagarati, da so prišli do tam. Potem seveda jim ta izkušnja prinese tudi neke širše poglede v svet, in je prav, da vsakega časa se tudi k temu povrnemo. Zato bom izkušala malo peljati med enimi in drugimi zgodbami. Najprej pa seveda Primož 4 olimpijske igre, Sydney, Atene, Peking, zlati Peking in srebrn London. V bistvu ne bomo te spraševali po športnih dosežkih, ampak katere so bile pa tako najbolj medkulturno odlične. Lep pozdrav vsem skupaj. Tak medkulturno, jaz bi rekel, vse so zelo prisotno, ta mešana kulturna in z vlastnim se ta mešanica. Sam bi rekel, mogoče, ker smo pač iz Evrope, mi je največja sprememba, največja je sigurno Peking. Za Sydney je dosti blizu naši kulturi, vsaj kar sem jaz tam doživel, na tem, ko Atene in pa London, da so tako problemi. Tako da z tega stališča Peking, sicer pa za mene najlepši ljudski izraz Sydney. In s kom si se največ družili, recimo med športniki, ker največ časa za ogledovanje ni ravno veliko? No, ravno z tega stališča so verjetno mi tudi najljubše Sydney, prve olimpijske igre, kjer smo tudi največ časa. Danes smo obremenjeni z rezultatom in smo lahko se posvetili, malo doživetjem. In dejansko sem te olimpijske igre res doživel. Že mesec dni prej smo bili tam pripravljeni in smo res lahko komunicirali z vsemi drugimi športniki. Medtem ko vse ostale, torej Peking in London, kjer je pa res fokus samo na medalje, do tega pa dosti manj. In v bistvu nisi si vzel nič časa za spoznavanje mesta in... Ja, v bistvu ne, zelo malo. Torej, tisto, dve-tri vožnje skozi mesto in tako to, jaz sem tiče Pekinga. Lepo pa so že tam sami vasi zelo prisotno, torej tam je odnos do človeka in so da tam vsem drugi kot tam dobijo nalogo in delajo. Teda v večera, nam so se že smili, torej tam so stali v vsakih vratih, da so nam odpirali, kar je za nas bilo takrat, kako bi rekel, nesprejemljivo, da bi se to pri nas dogajalo. Tam pa če se vidi vsaka travaca sebe, pobrano v trenutku prepadalo, je res se vidi, pač ljub režim, druga kultura, drugo dojemanje sveta spod. Tako da je lepo pa za nas preveč prehud za, rekel, bistvu že služil skozi kariero. Sravno. Ja, absolutno. Ja. Kaj pa, v bistvu ta medkulturni vidik se zagotovo vidi tudi med vami tekmovalci, s katerimi pa je veliko več stika. Tam mogoče fotografije so iz mladinskih olimpijskih iger v Nanjingu, ste mogoče opadali tisto olimpijsko vas, kjer so visele različne zastave. In tam pa se družite, tako vseeno spet je... Mogoče jaz največ družim po mitih, torej največ, kot vemo, ker smo bliž tako različne cilje in potem lahko pač se več rečeš. Ker na teh tekmah smo vsem Slovenci skupaj, potem kje pa kje, na ulici se srečaš, kakšne rečeš in to je to. Potem, ko po mitih hodimo, je pa to, da si mogoče
enim cimerom tam in recimo jaz sem rekel, da to mi je najbolj, torej 4 zjutraj si zbudil, molil, pač musliman in me na to prej opozoril, če ga pomotil, če mora iti vrst, neko ne, ker to je nekaj naš. Sicer pa so to veseli, da so vseeno internacionalni, torej vse prilagajajo tam, kam pridejo, tudi temu, da imajo verjetno neka zelo taka, marsikatera zelo prepričanja, torej močna, ampak se prilagajajo po večini, torej so vse prvo atleti, potem da se svoje. No in zanimivo je, no, da mladi atleti in vsi ste gnezda kluba Brežice sta v bistvu letos tudi doživeli Kitajsko, sicer drugo mesto, Nanjing, ampak zgodbe so zelo podobne, imata pa Nanjing eno presenečenje za Primoža. No, Primož, če pogledaš, evo. Fotografija zate, smo rekli v neki priložnosti, ko jo bomo imeli, zdaj pa povejte, kako se je to zgodilo in kdo to je, mogoče kdo to ne ve. Mi smo šli iz kosila, iz jedilnice in bil je pač en avtoček in sem jaz rekla Timiju, našemu trenerikovi zraven, glej, to je pokoj moj puši. In so se mi vsi začeli smejati, ne more biti. In potem je Timi bil edini tisti, ki mi je verjel. In sva šla za tem avtom in ko se je ustavil, je bil res pač vrhunski športniki, pa smo takoj slike pa malo pogovora. Ampak gre za to, da je to Primožov, ne? Tekmec. Tekmec, ne? Ja, se smo mu takoj povedali, z katerega kluba smo pa da poznamo Primoža in je takoj se smejal, ne? Da rekel, ne, pozdravljamo v Sloveniji. Jaz smo da res tekmece in dobro prijatelja. Zdaj je on v bistvu, mislim, da je zadržen za ne zelo visoko položajno za premočenost olimpijskih iger v Tokio 2020. Je pa še metov, torej še 2 leti nazaj še metov in smo veliko smo bili tudi za njem gosti, tudi na Japonskem, ko smo imeli zaključku sezone, bil meeting na Japonskem in nas je veliko, da gledali tudi manj tam dobihom. Tam, da smo doživeli njihovo hrano, ki smo na teh sumoborcih, v tistih njihovih, bi rekel, malo take zvečer, ki je obrn, pa sam soba za njih, pa karaoke, tak malo drugac, malo zabavljajo. So malo drugačne, ampak se tu znajo nekaj spustiti. 12 je bil svetovni prvak. 12 je bil še svetovni, pa Robert ne piše. No, tako da v bistvu s Primožem imenom ne ste si odprli tudi kakšna vrata. In ko si govoril o Kitajski, podobno izkušnjo imate tudi Demko v Sloveniji. Namreč dekleti sta beželjani na Evropskem olimpijskem festivalu, to so bistvu neke nove olimpijske aktivnosti, ki ti nisi še doživljal, ker ni bilo še v bistvu niti tega festivala, če prav razumem, niti ni bilo mladinskih olimpijskih iger. Mladinske olimpijske igre so bile letos drugič, se pravi enako na 4 leta, ampak so pa namenjene tem mlajšim atletom. Je pa nekako, ko ste spremljali po fotografijah, vzdušje dokaj, bi lahko rekli, čisto enako, naredijo res veliko odprtje in v bistvu vse se dogaja sicer z mlajšimi atleti, ampak ker je bilo to na Kitajskem v bistvu enako silovito kot na recimo, če rečemo, tistih pravih olimpijskih igrah. Evo, katera bo začela malo teh tistih? Ja, vtisi so taki neverjetni vse skupaj. Res otvoritev je bila taka polna žrtev, polna ognjemeta, ogromno je bilo ljudi, tak čist nekaj drugega smo se imamo predstavljati. Mislim, najprej si ne bi nikoli predstavljala, da bi lahko tako doživele. Lara je njih prej rekla, da je gledala še DVD od otvoritve še enkrat in da je podoživela vse občutke.
Tako da je res tak neverjetna izkušnja na Kitajskem. Tako pa kot je Primož že rekel, so res ljudje zelo prijazni pa delovni, pridni. Jaz smo imeli izkušnjo, da v jedilnici je bilo vedno so bili prostovoljci, vedno so ti pomagali. Cel dan so ostali na nogah, samo to, da so te pozdravili. Tako da je res tak drugače kot pri nas. Lara? Jaz se strinjam z jedno sploh glede otvoritve je to fenomenalni občutek, ko vidiš 30 000, če več 50 000 ljudi na enem stadionu, ki so v bistvu prišli tam zaradi tebe, doživiš čist adrenalin, nasploh pa vse vzdušje v olimpijski vasi in druženje teh, to je vse pač, kot nam pravi olimpijski. Kateri pa atleti so te pa najbolj prevzeli in s kom ste se največ družili? Ja, v bistvu skoraj z vsemi državami, malo več z Francozi, Španci, Zarabci. ja, Zarabci, Srednjaka Judeta, pa v bistvu z vsemi državami. So pa tiste značke, ki smo si vsaka reprezentanca dobila značko, Slovenija Olympic Team, oziroma vsaka reprezentanca svoje države, potem smo si to vedno spoznavali, spet pa z drugimi smo se tudi drugimi. Tako da zdaj imamo prijatelj, predvsem na svetu. Primož, v glavnem je res pa pač zelo trdo delo, ne? In v duhu tega našega tedna Skoči ven, ki spodbuja, da se skoči v navideznega obdobja škodljive pasivnosti, strahu in pesimizma. Ne? Športnik nikoli ne sme biti pesimist, ne? In ugodje mu ni tisto, kar mu ureja način življenja. In v bistvu ti si res imaš tako veliko pot za sabo, te ste nekako na začetku. In kako v bistvu ti čutiš to povezanost s temi svojimi sledilci, se ne v isti panogi, ampak v istem načinu življenja oziroma na začetku iste poti. Kaj je tisto, kar je neka taka popotnica oziroma sledi temu, zdaj sem zapletla s tem, ne? Ampak iz navideznega obdobja, pasivnosti, strahu, pesimizem, evo, to je to, kar ti ni glasno. Ja, sigurno. Torej, jaz mislim, da vsaki stvari, to je, če želiš nekaj narediti, ni treba uspeš, da se to naredilo, bilo kaj. Moraš je optimistično to. Torej, če si pač si niže na začetku, sam sebi prežuješ to pot, ne, in vsaka velika stvar, ki se dela, veš, da je pretalo veliko dela, da je veliko odrekanj, ampak po drugi strani je to pot, kot je dala neke nove izkušnje, nekaj sigurno novih doživetij, lepih, in tako je bilo tudi na moje poti, rečemo do Olimpa. Torej, vsak dan je pač treba iti na trening, tudi takrat, ko si ti na dan. Ampak vedno pa pozitivno, torej, imaš nek cilj pred sabo, želiš si nekaj novo probati, nekaj novo doživeti in potem je ta pot mnogo lažja. So težki trenutki, ampak večina je pa od nas verjel optimizem in imamo selite, ono da so nasmejali, poročajo z teh tekem. To je potem res ena nagrada in motivacija za naprej, ko doživiš kakšno tako teko in si ponovno želiš doživeti. Tako da je res to dolga pot, ki pa vedno pridejo trenutki te sreče, zadovoljstva in je pa seveda, mi vsi lažje to govorimo, da počnemo tisto, s čemu smo zrasli, kaj si želimo delati. Vsi smo športniki po duši in to je nekaj najlepšega lahko, ko smo ustvarjamo v tem, torej, kar si želimo. Tudi časih smo v šolu, pa mislim, da so tako rad hodil, da smo tudi mogli narediti, da imamo zelo lepe spomine, da smo torej delali, pač vsak vrste vradoli, potem pa tudi praktično. Tako da je, ja, optimizem je tisto, ki mora biti, ki mora nadomestiti pesimizem, tudi težki včasih, vsaj da ne lahko reči, če ga prav začneš in
ker tako ti mogoče ne gre, da se smoraš ne smeš padati na ta film in nadaljevati. Ampak, ko prideš recimo z teh večjih tekmovanj z mitingov, kjer se pridružite različnimi, ne, vidiš, kako drugi živijo, kako pa v bistvu prideš domov, kaj razmišljaš? Razmišljaš to, ko vsaš ti reče, Amerika je doma ali ne, ali je kako drugače? Vsekakor. Torej, Slovenija je Amerika, nisem vam bi rekel, po mojem, z mojega vidika smo doktori za njih. In imajo super, jaz sem tam preživel lepo par mesecev priprav v Kaliforniji, torej v San Diego, veliko top destinacija in je lepo, ampak je hitro enolično, torej tam sicer vse štima, ampak ni pa tisti dnevni, torej tam so ulice prazne čez dan, ker so pač vsi na delu in nimaš kafičev, tako malo mi, da greš s kolegi, tam nastavno so veliki centri, so urejene naselja in to je to. To je lepo videti, ampak tam živim pa jedno. Sem se rečel tam do stance, pač na tržnici, če vas še tore. In oni so rekli, jebe zemljo, gledamo snega. In mi, enostavno so pa ljudje tam in ne more se izgledati s tistim življenjem, vsemo, da je to res znamo to neka najbolj znatna destinacija. Tako da ne govorim dole v Afrika, to, ko smo bili dole, tam pa je lepo, ampak si spet v ene rejnost, tako če veš druga, si žele skupni nevarnosti. Torej, pri nas je ta varnost in da lahko ti tudi po noč hodiš v polju, to je nekaj takih premati snima. Druge je to pač se lepo tega ni. Tako da Slovenija ima res eno lepo deželo. Edino, kar je mogoče, to fajn bi bilo, da gremo vsi 20 let dol, pa pogledamo malo, pogledamo nazaj, pa ne znati, da če položila za tega. Samo malo smo pred samo kritični. Mogli bi vsaj na dvoj uživati. Ja, to se hotla, kar si rekel, da v bistvu fajn, da nam prinesete drug pogled na naš vsakdan. Vsi vemo, da v bistvu naše glavno delo je povezano s športom, ampak ko si tako v bistvu take dosežke, ko imaš ti, pa že moraš nekako to družbeno delovati, imaš že ta, in se mi zdi, da ti to poosebljaš, imaš ta čut, da moraš družbo nekako ne usmeriti, ampak da moraš družbi tudi ne bomo rekla vračati, ker vemo, da si to predvsem tvoj napor, vse tisti, ki samo sodelujejo, ampak da čutiš to svojo družbeno vlogo, ne? Ja, to je, torej mislim, da to pomeni, zato ker taki ljudi, ki imajo taki dosežke malo pri nas in je prav, da te, ki smo, da pač se malo več počujemo v družbo tudi na tak način. Res je, da je to včasih, ko imaš recimo prek cilj, rečemo rimsko zlatorje, so to moteče stvari, ker pač važno, pa tudi to, da je to blizu, pa spet predavanje. Pa tak, ki vzame en čas in energijo, ki jo želiš pač usmeriti po drugi strani v cilj tam. Tako da je treba tudi najti pravo mero tega, ampak jaz si želim poskušati čim več to, torej v tem času pred konec sezone, to tudi več delam. Je pa res, da pa tudi na drugi strani prijatelji čakajo na tebe, družina in tega. Tako da je včasih malo težko, ampak tudi teba čim več, ker mislim, da je to prav in družba rabi, da sliš tudi od nas, kaj se dogaja po svetu, mogoče tako bolj iz osebne strani, da nisem prek medijev, kjer je dosti malo plačeno, pa malo direktno dodana, da se pač bolj verje in posluša. Ja, dekleti še nista, v bistvu tako daleč, ampak z mojimi ambicioznimi cilji, in predvsem pa to, da boste zdravi in da bo vse to teklo tako, kot si želite, vam želimo, da boste potem čez 10 let v tej poziciji, ampak zdaj pa mogoče vseeno
tisočletje. Namreč ta vajna predanost atletiki vajo pripeljala samo v zadnjih 2 letih v različne kraje, v različna mesta, od Ukrajine lani potem do tega Utrehta na Nizozemskem, kjer sta prvič doživeli nekako to širše druženje oziroma večjo tekmo. Predvsem pa letos ste bili v Džinu, kjer v bistvu ste imeli tudi malo zanimivi zgodb. Kakšno bi delili z nami? Z Amerike najprej, ja, da smo že omenjali. Na začetku smo se feks veselili, da gremo v Ameriko, pa še nismo bile. Pa smo pošli gor, najprej je hrana, tako malo šokirala, ker imamo take športe, da ne smemo preveč jesti, smo kakva peškina. Tam je bilo pa polno svrte hrane, tako fast food, tako da smo mogli bolj na zelenjavi biti, da se nismo veliko najedle v Ameriki. Vaj ne bomo menjali, ne? Ampak ja, druženje je bilo pa v Ameriki, tako ljudje so prijatni, vsak te nekaj vpraša, kako si, skod si, kaj delaš, tako so zelo prijatni ljudje, tako da smo se veliko pogovarjali z njimi, vsi so pohvalili našo angleščino, ne vem, vsaka smo vprašali, če ve, kje je Slovenija, ne? Malih je vedno, vsi se nas sprašvali, če je angleščina naš uradni jezik, da ni. Pa res je tako zanimivo, ko se pogovarja z drugimi ljudmi, kak trenirajo, skod so, kak živijo, kak je njihov vsakdanje, tako res različno, da dobiš nove izkušnje, tak nek nov pogled na vse skupaj. Tak ti razširi res obzorje. Jamajčani, so tudi zakon. Jaz pač malo vem, ne bo ga dogledala, ampak ne škodka. Kaj je Jamajčani? Ja, Jamajčani so tak narod, ki so v bistvu skozi veselje, skozi v nekem ritmu, skozi nekaj delajo, skozi se zafrkavajo, se pogovarjajo z nami, pač tudi na poti v jedilnici smo, tudi kako rekli z Jamajčani in z ostalimi državami. Ampak šlo je za neko stalo, oziroma... Ja, tiskaj zmaga v ročnem nogometu, če bi imeli zmagali v ročnem nogometu, Jamajčani bi nam dali svoje drese. Ampak bolj na koncu te tekme ni prišlo, ker so se ustrašili. Smo jim že prej zmagali, pa so pa štafete so bili tretji. Ja, pa so bili pa žalec včeraj. Pa niso hoteli igrati več nogometa, pa smo ostali brez Jamajčana. Drugič, na drugi tekme. Ampak v tem današnjemu ste pa vseeno, se je pa res veliko dogajalo glede menjav značk, ki si jih omenjali, majic in tako naprej, pa malo o tem govoriti. Ja, najbolj to je bilo pa tako, ker tam je pa res cel svet za različnih športov. Mislim, meni zdi, da ko smo se pogovarjali, da smo vedno prvo rekli, kaj je ta atlet. Nismo si sploh predstavljali, da je tam bilo ne vem koliko ostalih športov. Mislim, mi smo imeli sam ta fokus na atletiko. In smo, kaj je ta atlet, kaj če bo ta tekmo malo znala. In če bi tekmoval, kaj potem? Nič. Ne ugibali, ne? Čeprav smo že bolj poznali sve nasprotnike, vseeno. Ti strah, pa malo adrenalina. Je drugače združenje v olimpijski vasi je bilo pa res dobro, sicer med samo tekmo ni bilo toliko časa, pa je bilo zelo napeto vzdušje v olimpijski vasi, ni bilo nobenega bolj, pogovarjali smo se, ampak tudi tako na hitro bilo, bo bolj tega konc, tekme konc, je bilo pa res vse sproščeno. Nekateri tudi niso spali po cele noči, so bili veni v tistih ribnikih, ko imamo tudi posledice komarjev. Ja, družile smo se z ostalimi, pogovarjale, spoznavale, pa tudi to googlele, kam pridemo, sploh kako Barcelona. Če da še fotografijo nazaj, tam, kaj pa je tole? So imeli te navijači neke zvezke, knjižice?
Kitajci so tak narod, da so zelo navdušeni bili nad nami športniki. Mi smo se, vedno smo bili oblečeni med te reprezentančne obleke, tako da so nas v bistvu takoj prepoznali. Ker je firma kitajska. Pa zadaj so imeli tudi v kitajščini napis Slovenije, tako da to je bilo lepo od naših. Takoj so nas prepoznali in v bistvu so bili zelo navdušeni, da celo mesto je v bistvu posod so bile reklame za te olimpijske igre. Vsi ljudje so se v bistvu te Kitajci iz Nanjinga so se veselili teh iger in so jih zelo spremljali. Tako da vedno, ko so opazili kakega športnika, so se, takoj so bili okrog tebe, cela gruča se jih je nazvala, so se vrli slikati s tamo podpise, so se pogovarjali. Prvo smo bile na štadionu, pa smo šli iz tribun sam na WC, do avtobusa in je kar naenkrat je bilo, ne vem, 50-100 ljudi okrog nas in so se kar vsi slikali. Mi sploh nismo več vedeli, kako gledati, si bi autograme. Vsi so nas spet mahali, prosim, ko je kar prišla na varna slica in nas je odpeljala stran. Ja, tako da je bila to taka nova izkušnja, ko v bistvu si tak v vlogi, da te nekdo, čeprav te ne poznajo, ampak vseeno so tak navdušeni na tabo. In je tak res tak lepa izkušnja. In to so imeli neki slavski so. Ja, zvezd, tako da si državno napisal pa ime, ko so se hote slikati. Tako da v bistvu Primož, ne, bi si želel biti zraven. Ker oni, se ko ste razlagali, ste imeli različne delavnice, ne, se v bistvu Olimpijski komite s temi mladinskimi trudi v bistvu tudi to medkulturnost izražati, se pravi razumevanje med narodi, ne, razumevanje med različnimi celinami in ste imeli tudi posebne delavnice. Ja, teh delavnic je bilo reč ogromno. Tako v bistvu na poti, mi smo imeli od našega bloka, od slovenskega bloka do jedinice, približno 1 kilometer. Da je v bistvu skozi poti so bile paradne delavnice, ti si sam zavil noter in je bilo, ne vem, vse države so imeli eno stojnico, bolj je bilo razna slikanja, spoznavanje teh športnikov, ambasadorjev, ki so bili. Tako da različno, ampak smo imeli atletika, se je začela v bistvu bilo med zadnjimi športi na najmanjih olimpijskih igrah, tako da nismo imeli veliko časa za te delavnice, ker smo se res bolj osredotočili to, da smo trenirali pa bolj počivali. Na začetku nismo teh delavnic toliko veliko raziskovali, smo pa bolj potekli. Kako smo gotovili, kakve so nagrade. Ja, smo se malo bolj aktivirali, tako da smo bolj poznali na to kitajsko kulturo. Šli smo na eno delavnico, da so nam napisali imena v kitajščini. Tako da, ja, ampak je pa res, da nismo si vzeli toliko časa za te delavnice. Tako nekateri športniki so. Ja, kaj niso končali takoj na začetku, ne s tekom so imeli nekaj več časa. Zato in pologled mesta in tudi do Šanghana, naprimer. To smo tudi mi hoteli in pa ne znam čas. Če bi ostali še nas teden, ja. Samo en dan, da ste bili za pogled znamenitosti. Ja, tole je mogoče tudi, to je Jure Roland in njegov varavanec Husein ali Huzo. Ki je v bistvu tudi ste ga poslovenili, ne? Posvojile, so ga 4 atletami. Ja. Tako jaz bi predlagala, če ima kdo kakšno vprašanje, če želi kdo kaj povedati. Gospod Župnik je prišel malo zamudo, ampak mi smo kar začeli, da nismo preveč čakali, že tako, pa da nas bolj spustimo. Jaz bi samo se zahvalil Alenčišom treneri, da ste pripravili naše srečanje. Tudi naše domu, pozdravljamo seveda goste, Limoža, Laro, Pravedo in se veselim teh dogodkov in treniramo tukaj pred našem Slomškovem področjem domu, kajti vidim, da je čas, ki ga doživljamo, čas, ko bo treba se res obrazovati tako in drugače in vse, kar bomo zvedeli od vas, ki greste po svetu,
je dobrodošlo. In čestitam vašim dosežkom in seveda se veselimo tudi nadaljnjih dosežkov, tako Primičovih, radenih pa Ledenih. No in jaz ne bi mogel tega zaključiti drugače, tako da me zdaj to poznate. Četrt Ledine medalje je Prleške, zdaj pa pogrunite tako. Čestitam vsem. Kakšno vprašanje? Za gospoda Koskovica. Dve zelo pogumne dejanje, poleg velikih ostalih, so se mi zdeli in so me presenetili. Prvo je bilo ta upor družbi, ki gleda posameznika z uspehi zgolj toliko časa, dokler daje, pa še to v določenih mejah. Se pravi, takrat upor proti temu, proti upravljavcem. In pa seveda izjemno pogumno dejanje, da se vrneš nazaj na to, kako se je to doživljalo. Eno in drugo. Ja, tisto prvo, torej to je bilo res, je rekel, boj z mlini na veter, torej jaz sem rešil palačiča samostojno, kar je pa moja napaka največja. Torej, ko sem osvojil zlato olimpijsko kolajno, sem hvatil narediti še nekaj torej za športnike. Jaz sem res šel direktno, bi rekel, v ogen. To seveda sem dobil potem tudi nazaj, torej odziv ljudi je bil različen. Politika, zdravstveni štab je sicer tako zelo politično dobro tukaj in malo podprli, malo potem so državo vodili. Ampak treba je vzeti to kot eno izkušnjo zopet, torej veliko se naučite, dosti vem zdaj kak se pogovarjati, tudi ko se pogovarjamo ali s politikom ali s temi funkcionali, zelo vem, da tle ni hudih kompromisov, može biti kar zelo močen in kar postavljati svoje pokoje, da več ne drežem nikamor. Kaj je bila to velika šola za mene. Torej, druga zgodba, ko sem se pa vračal, pa tako bi rekel, da po 2009, tisto leto, ko sem postopal svetovni prvak, je bilo za mene zelo naporno, torej psihično, nisem zdržal več pade, jaz sem končal. Sem pa potem zopet začutil, torej, da mi to manjka. Šport je pač, imam sebe in enostavno se nisem znajdel, bi rekel, v normalnem življenju in sem se zaželel zopet nazaj. Seveda sem pričakoval, da ne bo šlo ravno uspešno od prve sezona, ampak sem pa tudi sam sebe presenetil, da se v sebe, torej, da mi je uspešno prvi sezon v stik s prvi. Ne, če to da umno odločitev, potem za to, kar sem to želel. Nazaj iz šport in mi ni žal, da se še danes. Dekleti ste prinesli kar nekaj medalj s seboj, ker vedno je ta pot, ena je pač kakšna olimpijska, druga je pa še polno velikih dosežkov, v bistvu vi imate zjutrajce tudi medalje, tako da če koga zanima, lahko pogledate tudi tale, ne vem, kako mu ime? Nanjing Lele, dobro, je tudi prisoten, a znate si tudi kakšno kitajsko besedo še? Ni hao. Zdravo. Ne smem pa vprašati, kako pa ta komunikacija. Danes imamo, da smo mladi, recimo, jezik ne bi bil več odvijan, ker je ogromno teh družbenih socialnih omrežij. Ampak me zanima, recimo, Kitajci pa vseeno, mogoče manj imajo tudi, ali ne, recimo, se vključujejo, tudi uporabljajo ta omrežja, znajo, recimo, Kitajci pa besedo angliško, kako ste se sporazumeli? Ja, mi smo se
pač v angleščini, ne, sicer za Kitajce je kar angleščina še manj problem. Mislim, jih razumeš, ampak res tisto osnove znajo, ne znajo se tako, da bi tekoče govorili, da se pogovarjali. Tako da smo se bolj malo z rokami, malo tako sporazumevali. Drugače pa socialna mreža Kitajci uporabljajo, ampak imajo dosti cenzurirano, ne, nam so v tem času olimpijskih iger se bolj odprli na športnike, ta omrežja, naprimer Facebook, tako. Drugače me pa ni to dosti cenzurirano. Ja, pa Kaj pa recimo iz drugih držav športki, kakšni bi občutili, je to skozi enako razmano, ali ste občutili, da bi tako pri Kitajci, recimo, da smo mi nadpovprečjem ali pa podpovprečjem? Je tako odvisno od države, ampak se mi zdi, da so vsi tudi tako, no, fejst razviti na teh področjih, ne. Meni se v bistvu se mi sviđajo tiste države, kjer imajo te ženske zavite, ne. Jaz ko sem vema, sem tako tekmovala in jaz mislim, kako bi pošele skočila, če ne bi imela tiste rude posega tega, ko ima na sebi povlečeno, ne. Tudi skačejo v bistvu. Ja, se vidi, je v tvoji fotografija, ne? Ja, ste vidi. Ja, pa v bistvu nekaj drugače gleda na tebe, ti si za njih kot Bog, ne pravi Bog. Se hočejo slikati s tabo, res prosijo tisto prvo trenerja vprašajo, če se lahko tukaj poje in še nekaj, ne res tudi za njih, ena taka. Jaz tako čisto stvari vidim, ko si v bistvu ne moreš predstavljati, no, da bi bil njihov nivo, ker No, se zdaj, da ste omenili trenerje, ne vedno malo krivice delamo trenerje in tukaj imamo tudi našega timija, ne timi, stani. Timi je še izredno mlad, ne, ampak deli izkušnjo s puncami, pa se tudi od Lale oče Henry Komerzo. In se mi zdi tudi, da večkrat malo pozabimo, ne, v spredju so tisti, ko tekmujejo, ampak mislim Timi, da ti pa čutiš čisto enako, da z njimi, mislim, kako še par besed damo še tebi, no? V bistvu tak, da ima drugačna vloga, ipak vendar si neki trener, ni malo drugačno, ampak zmeri pošli za svojo varovanko, oziroma varovanko, razveri tisti svoj cilj, po tisto vlasti prvi na klinki. Probaš pomagaj na polju državi. In enako trdo delaš, ne, in nimaš časa za zabavo in druženje, ali kako? Ja, to taka zanimiva vloga, ki ima skrok, ki je podan kupiti vzela, ki ga ne smemo požati, skrok je bezravni, vse čas pomaga, ki skrok izpali za bilo treningi, za lov, ravne tekne priprave. Je kar zanimivo, no, si treba spaceriti na tisto plan treninga, razmisliti, kaj to vse rabijo in skrok to spremljati. Je kar zanimivo delo. Kar znamo biti včasih. Pa tvoje doživetje Kitajske je kje drugačno? Pa v bistvu približno nam. To je taka zanimiva izkušnja. Se ti jaz tak tam si bil za Atleta. Še zadnji dan na letalo, ko smo leteli, kaj je Slovenci pravi, kaj si sploh tekmovalo. Ja, to je dobro. Dobro, nekako vedno zaokrožimo to v eni uri, če še kakšno vprašanje, ja, zamakni se. Ne, Ja, tako. Prav je. Glede na to, ne, da imamo tako lepo čudovito deželo, ne, pa glede na to, da vsi pravite, da ko se vračate domov, dejansko pridete v Ameriko, ne, pa se mi zdi, da smo Slovenci kar na en kotu, ena mineštra enih takih čustev, ker velikokrat nam tista najslabša daje okus, me zanima, če imate kakšen recept, kako bi to črko popravili, da ne bi tako melankolični, ne vem, obupani in tako naprej že v tem cajtu. Jaz sem že prej rekel, vse poslati v Lampi, edino izkušnja, da je to lahko prepričanje. Besede, to je težko, ne? Ker vemo, da tudi danes ti marsikdo kaj pove, pa se zlaži, kaj da je težko verjeti. Tako da je izkušnja. Prvo pač možno slici prijati na svet, sigurno, da ni tega največ vse.
da skočiš ven. Jaz bi želel dodala, da se moramo naučiti veseliti uspehov drugih in jim privoščiti to, kar naredijo, da se res z njimi veselimo njihovih rezultatov, njihovih uspehov, ne pa tako, kot je žal, da smo, ne bom rekla, kardofovžne, ampak da se mi z vami veselimo tega, kar vi dosežete, da je to tudi naše veselje. Na vseh področjih, ne samo na športu. Pa naj bo to velik rezultat ali pa mali rezultat. Ja, če bi bili vsi okoli mene veseli, ne, potem sem tudi jaz slavež vesel. Ne. To je res, torej, privoščiti vsem okoli sebe, da so zadovoljni, da so veseli, ker potem se tudi tebe dvigne v bistvu v težkih trenutkih. Tudi živim. Še kakšno? Torej, v Toni Neštro moramo dati pot ven. Ja, tako Irena pa še povabila, jaz se bom pač ti pa še povabila še na en dogodek v naši bližini. No, tako naša družina, Kolpingova družina, to je društvo, ki je že leta 2008 deluje, verjetno se že kdo od vas udeleži tudi kakega našega predavanja, posrečenja, ki so v glavnem potekala v knjižnici. Mi se že več let pridružujemo temu socialnemu tednu in letos organiziramo dogodek, ki bo v četrtek, to bo pa v Cerkvi v Krki v naši župnijski učilnici. Bomo pa gostili tudi dva izjemna človeka, ki sta res s svojim življenjem in delom dokazala, da sta skočila ven iz tega povprečja z Beneške. To sta dva naša misionarja, ki sta več kot 30 let že v Afriki in to na najbolj tistih področjih, ki so skozi vojne, 20-30-letne vojne, ki se mi ne moramo predstavljati. In se mi zdi, da jaz se prav veselim te njihove izkušnje, videti ljudi, ki so tam nasmejani pa veseli v veliko manj materialnem obdobju, kot ga imamo mi pa še kaj druga. Tako da res lepo povabim v župnijski učilnici v četrtek v 6. bosta z nami sestra Anka Žotjer in gospod Danilo Lisija. Dobrodošli še čez Tako, ja, hvala. Ne, upamo, da bo nas bo čim več. Jaz pa v bistvu tako, v tem zame imamo še pripravljeno za malo druženje. Bomo zelo veseli, če si boste vzeli še kakšno minuto. Zelo smo pa veseli, da so si pa še trije naši olimpijci, en že bolj izkušen, ne drugi dve na tej prvi poti, želeli čas in da ste prišli k nam, tako da eno skromno darilo in zahvala. Hvala tudi Primožu. Primožu nisem namenila rožice, ampak eno branje o frančiškanih, ki so zaznamovali naše mesto in širše. V bistvu vsak lahko gosti veliko sledi, ki si jih že veliko, ampak se gotovo še počne, ker vedno so kakšni novi izzivi in človek poti ne boš končal samo pri športu, ampak tudi pri drugih aktivnostih in se že veselimo tega. Mogoče ti kdaj tudi pravi čas za branje in za nekaj več vedenja o naših Brežicah. Namenjamo tudi Ireni, ker je spodbudila neškodila narodno pa projektko, da v bistvu sodelujemo. Jaz se strinjam, da v bistvu vse, kar nas plemeniti, naredimo najboljše v sodelovanju in to se je izkazalo že velikokrat res za odlično in najboljše. Hvala Ireni, da nas je spodbudila k tem, pa da nas še bo, pa da se podpiramo, da sodelujemo, le tako v bistvu potem so rezultati takšni, kot si vsi skupaj želimo. Če želite več vedeti o teh aktivnostih socialnega tedna na spletni strani, tudi fotografije smo obljubili, da bodo jutro oddali, tako da upamo, da bo šlo to še širše.
Hvala vsem, zdaj pa res študenti si še kakšno minuto, vemo, da je nedelja, ampak vseeno pridruženi nikoli ni preveč ali pa premalo časa, je ravno pravi čas. Lep dan. Hvala.